Joj, prav vidim, koliko vas že v vrsti čaka na tale avto, ki nosi ime po največjem rjavem medvedu na naši zemljici. Tudi Aljaški otok ima takšno ime in prepričan sem, da vsi veste, o čem govorim. Odgovor je Kodiak. Zdaj, ko sem razložil izvor imena, se zdi kar primerno za tole Škodino gmoto. Ko se postavim takole zraven, šele verjetno vidite, kako velik je ta avto. 4,7 metra je dolg, 1,68 visok, medosna razdalja pa meri 2,8 metra. Vse to pomeni, da je tudi znotraj ogromno prostora in da lahko pelje tudi 7 potnikov. Tale sedež lahko pri nekaterih različicah podreš in pelješ celo do 2,8 metra dolg tovar. Prtljažnik pa z zloženimi naslonjali vase pogotne kar 2065 litrov tovora. Cel kodijaški medved bi po moje lahko spolzeli tam nazadnji, ko bo zima. Ampak k sreči ga ni, ker se potem ne bi takole sproščeno hihital tukaj za volanom. Tudi po občutku je tole velik avto, čeprav se glede na velikost odlično pelje. In pozna se, da s svojimi šapami sega malo višje. Bo odžiral prodajne številke tudi Audiju, BMW-ju in Mercedesu. To se takoj vidi, ker so se malo bolj potrudili pri izbiri materialov, tukaj ima celo nekakšno imitacijo lesa. Sicer je oblikovno še vedno zadržan kot Škode pač so, ampak tole okolje je že tako dodelano, da slepi vedo, kje sedijo. Mogoče sem glede na velikost pričakoval tukaj samo še malo večji prostor za drobnarije, ampak so Čehi rajši takole zaključili tale prostor, da izpade malo bolj terensko in zanimivo. Pri 7-sedežniku se sedeža zadaj zložita čisto ravno in Kodiak je že v osnovi razmeroma oglat, tako da je prostor res uporaben. Še bolje pa je, če zadnji sedeža nimate, tako kot tukaj, ker se potem lahko klop pomika naprej za 18 cm, prtljažnik pa že v osnovi meri 720 litrov. Kup modernih asistenčnih sistemov vam bo pomagal, ko bo potrebno silovito zavirati ali voziti po cestišču, ne pa spati za volanom, čeprav bodo v ponudbi tudi posebni vzglavniki ravno za spanje. Tudi brezžično polnjenje telefona bo na voljo in tukaj boste na izbiro 6,5 ali 8-palčni zaslon. Medved se mora tudi premikati, zato boste za energijo skrbeli bencin in dizel. Bencinski motorji bodo tako do ceste spravili med 92 do 132 kW, dizelski pa od 110 do baje kasneje tudi 176. Če prevedemo domači jezik, je to od 125 do 240 konjev, menjalnik bo imel 6 prestav, pri tem močnih motorjih pa robotizirani DSG tudi 7. In seveda bo pri močnejših variantah tudi 4-kolesni pogon. Vem, da vas nadvse zanima še ena številka. Baje celo do 680 kg tehta kodijaški medved. Potem si lahko predstavljate, kakšna mora biti ta pošast. No, tam mi teži še za ceno, kot da to koga briga. Marca bo pri nas, osnovna cena bo pa 21 000 evrov. Mislim, kar dobra cena.